Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Dobro veste, da vas spodbujamo k temu, da sami skrbite za svoje zdravje, ker pravzaprav ste vi tisti, ki ste odgovorni za svoje zdravje. In če takole pogledamo, zakaj ljudje največkrat jamrajo, po domače povedano, križ me boli, hrbet me boli. Zato bomo danes govorili o hrbtenici, o tisti zdravi hrbtenici in kako priti do tja. V naši družbi je namreč iz Devi in Parinama centra Blaž Bertoncelj. Lepo pozdravljen in dobrodošel. Hvala lepa za odziv. Se mi zdi, da smo že kar nekajkrat govorili o zdravi hrbtenici, pa še kar ni dovolj, ker se mi tudi sicer zdi, da se lahko greš na eno učno uro, recimo joge, in se super tam raztezaš, vse, pridobiš stvari, ampak pol, če tega v vsakdanjem življenju ne preneseš, ni verjetno takega učinka. Točno tako. Zato jaz včasih v kritici na programih, ko učim programe zdrave hrbtenice, rečem, AVŽ, aktivnosti vsakodnevnega življenja so bistvene. Ne zgolj vaje za krepitev in za mobilizacijo hrbtenice in sklepov, ampak tudi, da se zavedamo, kako uporabljamo samega sebe. Ti si se v te tematike precej poglabljal, pravzaprav je nastal celo DVD, ki ga imamo tudi danes tukaj. Kako to, kaj je bilo tisto, kar te je vodilo v raziskovanje tega? Je čista osebna bolečina, ki je bila v hrbtenici ledveno-križnega dela, ko sem bil star 18 let. Sem bil 2 leti prej nazaj državni prvak v badmintonu in v velikih tekmovanjih in treningih sem preforsiral ta ledveno-križni del. To bo toliko let nazaj, ni bilo veliko govora o pomenu centra moči, o pomenu globih trebušnih in hrbtnih mišic. In sem preprosto določene vaje delal tudi napačno in v badmintonu, ki je kar eksploziven šport, te bolečine so mi pol dale nek signal, da moram nekaj spremeniti in tako sem se tudi srečal z jogo, ki mi je najprej zelo pomagala, vendar paradoksalno čez par let mi je začela pa tudi škodovati, zlasti ker sem delal preveč predklonov, kar tradicionalna joga jih v bistvu kar veliko ima. Predklone z rotacijo, se pa gremo s hrbtenico naprej in v stran. In to se že nekaj let ve in sam dobro vem, da te gibi so pogojno v redu za hrbtenico, če imamo že kakšne težave, nestabilnost hrbtenice niso fajn. Tako da moja osebna bolečina je povzročila to, da sem začel raziskovati, sebi zelo dobro pomagal. Res, da občasno še vedno imam potencial, da imam kakšno bolečino, vendar znam si pomagati dejansko v parih minutah, da sem popolnoma ok. No in bolečina te je tudi pripeljala do tega, da si sedaj v Sloveniji prvi poklicni joga učitelj, ki tako tudi ostalim deliš znanja ravno s tem programom. Kako se imenuje ta program, ki ga imate? Imenujemo 10-tedenski program Zdrava in vitalna hrbtenica, kjer učimo ljudi, kako poskrbeti ne samo za moč, ker zdi se mi, da danes pod vplivom sodobne medicine, fizioterapije, fitnesa tudi se veliko govori o pomenu moči, kar definitivno je za zdrave hrbtenice absolutno pomembno. Vendar drugi aspekt, ki je zelo pomemben, je mobilnost, gibljivost hrbtenice. V taoistični jogi, iz taoistične joge izhaja znan rek, da zdravi smo toliko, kolikor je zdrava in močna in gibljiva hrbtenica. In to je zelo zanimivo, ker stari mojstri so se zavedali, da hrbtenica je zelo povezana s celostnim zdravjem. Ker seveda znotraj hrbtenice imamo hrbtenjačo, osnovni del živčnega sistema, to regulira kompletno telo, vse notranje organe, tako da, ko manipuliramo hrbtenico, dejansko vplivamo na notranje organe, vplivamo na našo psiho, ker namreč drža telesa, naša hrbtenica, nisem nekaj, kar je povezano z mišično-okostnim sistemom, z mišicami, kostjami, sklepi, ampak z našo psiho, ker namreč bolj se mi počutimo notranje podprti, samozavestni, kakšna bo drža, bo odprta. Ko smo zaljubljeni, ko se radostimo življenja, normalno smo odprti. Ne rabimo iti toliko na tečaj zdrave hrbtenice, održi, zato ker smo avtomatično postignjeni. Ampak v nek honeymoon, ko gre neko obdobje čez, pa se stresi življenja povečajo, kaj se zgodi, velikokrat kolapsiramo. Tako da za mene drža res nekaj psihosomatskega. Se pravi, ko si zaljubiš, takrat si potem pa, ko te pusti punca ali pa kakorkoli si pa... Ja, tako. Ampak, ko smo že ravno pri drži, kakšna pa je tista optimalna drža, recimo? Optimalna drža bo tista, ki ne samo danes veliko slišimo o tem, ima izravnano hrbtenico. Vsi, ki smo bili vzgojeni bolj v Titovih časih, je se spomnil, so rekli, bodi izravnan, pa ramena nazaj. To ni tako optimalno, kljub temu, da to osnovno navodilo, bodi izravnan, ramena nazaj, je smiselno to navodilo za tiste, ki so v veki fleksiji in z rameni naprej. Ampak drugače pa optimalna drža telesa pomeni ohranjanje optimalnih krivin, naravnih krivin hrbtenice. A Vinko se prav drži? Ja, on ima
ima kar malo preveč zravnano hrbtenico, ni dovolj krivin, kar je lahko danes tudi problem. Temu se rečem bolj vojaška drža, raven vrat, cel prsni del, ledveni del zravnan. Načeloma sicer to malo boljš, kakor biti v preveliki usločenosti, vendar tudi to ni najbolj optimalno. Se pravi, fajn je, da je vratna krivina malo vznoter, se pravi, da je zelo pomembno, kje je moj položaj lobanje glave in s tem, kakšen je tonus vratnih mišic. Isto velja za v bistvu dosti težek del telesa, teh 12 parov reber, prsni koš, ki je v direktnem odnosu z torakalnimi mišicami, prsnimi mišicami, to mora biti povzdignjeno, dostikrat tukaj kolapsiramo. In zelo pomembno, zlasti za pogoste bolečine danes v ledveno-križnem delu, je kakšen je moj položaj medenice. Ker ta mora biti tudi v neki nevtralni legi, da je ledvena krivina lahko v optimalni legi. In potem hrbtenica je bolj srečna in naš živčni sistem je srečen. In cel domino efekt v našem, pravzaprav v vseh naših telesih, tudi čustvenem. Tudi čustvenem, absolutno. Absolutno, ker če se jaz čustveno ne počutim najboljš, če sem stresom obremenjen, nemiren, napet, slaba drža telesa mi nič ne pomaga. Tako da dobro se včasih spomniti, ne moramo takoj spremeniti nekaj čustvenega v sebi in notranjega počutja, kar pa lahko večina ljudi nas hitro lahko obvlada je bolj hrbtenica in drža. In pa zelo zanimivo, naše notranje doživljanje samega sebe ali neke mogoče konfliktne situacije se spremeni, zato ker jaz spremenim delovanje samega sebe preko hrbtenice. To ni znanstvena fantastika, to dejansko tako deluje, ampak dostikrat se tega ne zavedamo, samo za to gre. Kako si lahko torej sami pomagamo do bolj vitalne hrbtenice? Super je pač vaš program, o katerem sva že govorila, ampak a sva lahko majčkeno bolj konkretna danes tukaj, mogoče celo kaj pokaževa? Lahko kaj pokaževa. Jaz bi pokazal 3 osnovne vaje, če jih skupaj narediva, 2 stoje pa 1 sede. Za tiste, ki veliko sedijo. Jaz sem tudi primerno oblečena, da seveda, zakaj pa ne? Ja, z visokimi petkami ravno nisi, ampak okej. Ja, res je. Pojdiva za desno nogo naprej. To bosta 2 bolj iz terapevtske joge položaja. To imenujemo bojevnik 1. Deva desno roko zadaj na ledveni del, desno. Popek prsni koš gleda naravnost in z vdihom skrčiva sprednjo nogo in dvigujeva levo roko. Greva blago ekstenzijo. Če veliko sedimo, je to super za krepitev hrbteničnih mišic. In zdaj iz tukaj variacija greva z izdihom v desno stran s celim telesom. Medenica malenkost ne velik. Z vdihom se vrneva gor, se pravi naravnost gor in izdih se prijetno zravnava. In dajva to še 2krat fluidno ponoviti. Iztegni sprednjo nogo najprej, nekaj iztegnijo. Tako in zdaj jo skrčiš z vdihom, dvigneš popek prsni koš, zadnjica je malo aktivna, izdih se rotirava v desno smer, hrbtenica je dolga, se pravi ne kolapsirava, z vdihom greva gor in izdih se zravnava. In to še enkrat ponoviva, sprednjo nogo iztegneva in nato jo skrčiva. In spet prijetno gor, ne smeva preveč povečevati ledvene krivine, izdih greva v stran, z vdihom greva gor in izdih se zravnava. In še en tak položaj, če veliko sedimo, je zelo zanimiv, ker v jogi se imenuje polovični stol, kada bi hotela se usesti na visok stol, ampak spet isti koncept prijetne ekstenzije hrbtenice. Jaz veliko delam na temu, zato ker to rabimo danes zaradi preveč sedenja, tako da skrčiva kolena in z vdihom dvigneva roke, popek prsni koš in z izdihom se prijetno zravnava. In pa greva še eno variacijo tega giba, z vdihom se dvigneva gor in izdih samo roke dava nazaj in to je super za tiste, ki imajo ramena preveč napeta in dih krepiva mišice med lopaticami, z vdihom odpreva roke in izdih sprostiva, z vdihom še enkrat gor in izdih se zravnava. To so take enostavne, fluidne, rekel bolj funkcionalne vaje, kjer paziva na stabilnost hrbtenice, ker za zdravje hrbtenice, sem rekla, je pomembno mišično tkivo, moč zlasti trebušnih mišic in hrbtnih mišic. To je bistveno. Vendar ob tem lahkotnost tudi. Mislim, da naslednji mesec bi se pogovorila več o pomenu in načinu, kako lahko najdeva enostavne načine, da sprostiva prekomerno mišično napetost, ki je spet povezana zelo z čustveno napetostjo in stresom. In to je tudi ena moja posebnost, ki definitivno to vključujem v učenje programa zdrave hrbtenice, ker okrepiti mišično tkivo je v bistvu dosti enostavno, če smo pridni. Lahko gledava nek TV, lahko se hecava, delava vaje. Mišično tkivo se bo slej kaj prej okrepilo, kljub temu, da bo boljši učinek, če sva pozorna na to, kar delava. Vendar sprostitev je pa malo bolj sofisticirana. Je neko znanje in umetnost oboje,
in raziskujem mnogo let neke najboljše načine, neke določene tehnike tudi sam razvijam, kako se mišično tkivo lahko fajn sprosti. In sem videl, da pri mnogih tečajnikih, ki jih imam v tem terapevtskem programu Zdrave hrbtenice, da je učinek najboljši, ko jih naučimo optimalne vaje za krepitev hrbtnih in trebušnih mišic, take, ki niso riskantne za tiste, ki imajo zdrs medvrtenčnega diska, pa mnogo sodobne obolenja hrbtenice in zraven, da jih naučim sprostiti. Kot sem rekel, hrbtenica zelo povezana z živčnim sistemom, z notranjim delom samega sebe. Se mi zdi, da niti ni to zdaj tak big deal, ne, tukaj veliko dela, ampak da je samo znanje tisto, ki je potrebno. Znanje in zavedanje. Znanje in zavedanje. Znanje, katere vaje, kadar jih rabimo, in zavedanje, kot sva rekla na začetku, kaj dejansko počenjam svojo hrbtenico. Ker dostikrat se zavedam še takrat, ko me nekaj boli. In to je škoda, takrat je že neka škoda. Čeprav se da tudi takrat nekaj popraviti. Se da, ne? To pa že terapevtska joga potem. Terapevtska, ja, in somatika, ker jaz tudi te somatske vaje vključujem, ker joga sama ima mnogo razteznih položajev. Razlog, zakaj neki sodobni ortopedi pa fizioterapeuti niso najbolj ljubitelji joge, zlasti v terapevtske namene, ker rečejo, vi se raztezate in to ni v redu. Ampak če tudi s fizioterapeuti se z menoj učijo in zdravniki, jaz ne uporabljam klasičnega raztezanja, ker to dejansko pri bolečinah ni vedno v redu. Zato so vaje zelo prilagojene. Še eno vprašanje bi imela, kar se tiče torej točno tega programa Vitalne hrbtenice. Ali je kakšen datum začetka tega programa, ali se lahko pridružiš kadarkoli? Ravno drugi teden začenjam ta 10-tedenski modul ponovno. To bo ob sredah, 15:08, pri nas na Viču, v Devi Yoga centru. Zvečer. Bomo imeli pa tudi eno jutranjo skupino novega februarja za upokojence. Tako. Torej, obe opciji bosta bili. Super. Najlepša hvala za tale klepet, kateremu ste sledili tudi vi, dragi gledalci in gledalke. Jaz imam še nekaj vprašanj, sploh kar se tiče tega sedenja. Se mi zdi, da je kar velik davek na vse skupaj, kar se sedenja tiče. Sicer pa, kot ste slišali, prihodnji teden se začne tale program, pridružite se mu, če tudi sami tako čutite. Sicer pa Blaža Bertonca lahko preverite tudi v drugih posnetkih, ki jih najdete na YouTube kanalu, ko smo govorili tudi o dihanju in še kakšni zanimivi tehniki in metodi, ki jih vsebuje, torej joga, somatika in še kaj. Naj vam bo svetli. Super. Se pravi, sedenje je...